Ok. Pa gremo dalje. Zdaj tale dva. Pa ne, kar vedno vse. Takle. Najprej a. Zdaj a na kvadrat b na 5 polomljeno s c na kvadrat krat b na 4 c na kvadrat polomljeno z a na 5. Jaz vam predlagam takole. Množimo ulomke, se pravi množimo števec števcem pa imenovalec z imenovalcem. Vse damo na skupno ulomkovo črto. Zdaj v števcu ni več drugih a-jev, zato prepišemo, to je a na kvadrat. Pogledamo, če so kaki b-ji. Imamo b na 5 pa b na 4. Skupaj b na 9 pa c na kvadrat. Spodaj nam pa ostane c na kvadrat pa a na 5. Zdaj pa, če imamo ulomek, ulomek predstavlja deljenje. To pomeni, da delimo, ne. Pa gremo najprej potence števila a deliti. Lahko tudi pokrajšate, nimam nič proti temu, ampak jaz rajši tako delam. Se pravi, a na kvadrat deljeno z a na 5. To pomeni, da bo to a, 2 pa minus 5. Ker osnovo prepišemo, eksponente odštejemo. B ostane b na 9. C je pa c na kvadrat pa minus spodnja potenca minus 2. Je to zdaj a na minus 3, b na 9 pa c na 0. Zdaj še, če se izračunamo, koliko je c na 0, ne, vidimo, da nam ostane a na minus 3, b na 9. V nekaterih rešitvah bi pa zapisali to z ulomkom, recimo b na 9, a na 3. Oboje je pravilno, jaz štejem oboje. Odločite se. Tako. Gremo naprej. B. X na 4, y ulomljeno z na 3, deljeno z x na 5, minus y na kvadrat, ulomljeno z z. Torej na 3. Tako. Ok. Zdaj, mi med sabo tale dva ulomka delimo. Če delimo, potem en ulomek prepišemo, to prvi, ne, x na 4, y z na 3, krat tega pa obrnemo. Z ulomljeno z x na 5 minus y na kvadrat. Pa gremo naprej. Y na 4. Aha, zdaj bomo pa tole množili. Pa množimo tole med sabo. X na 4, y z, vse so iste, ne. Pa spodaj. Spodaj jih lahko malo zložimo, ne. Najprej napišemo x na 5. Koliko pa je minus y na kvadrat? Ja, kvadrat oziroma na 2, 2 je soda potenca, minus se bo izničil, ostane kar y na kvadrat in pa še tale z na 3. Zdaj pa kaj nam preostane je, da tole pokrajšamo oziroma da zračunamo. Zdaj imamo tukajle x na 4 minus 5, ker delimo tale dva, ne. Osnovo prepišemo, eksponente odštejemo. Potem imamo y, če nič ne piše na 1, to pomeni 1 minus 2 in pa z 1 minus 3. In če tole rešimo, to je zdaj z na minus 1, y na minus 1 pa z na minus 2. Rezultat je lahko komot takole, minus enke morate pisati, lahko pa vse skupaj v ulomek podate. To je pa zdaj 1 ulomljeno z x, y pa z na kvadrat. To bi bila pa rešitev verjetno v knjigi, ne. Tole. Pa gremo F primer. 4x na kvadrat y na minus 1 ulomljeno z y na 3. Zaklepaj na kvadrat deljeno z minus pa spet črta y na kvadrat. Aha, tole bo pa x verjetno, malo slabše vidim. Na minus 1, 4x y na minus 2, zaklepaj na 3. Jaz se bom zdaj delala, kot da je tole x, zdaj če je pa z, potem pa
boste imeli pa še nov primer, bonus primer, evo ga. Tako, zdaj pa 4 na kvadrat je, najprej sem znebila tega oklepaja, ne, potenciramo vsak faktor v tem oklepaju, to je zdaj 16, x na kvadrat pa še na 2 je x na 4, y na minus 1 pa še na kvadrat, minus 1 krat 2 je minus 2, ulomljeno z y na 3 pa na kvadrat je y na 6. Deljeno. Poglejmo, tole je na 3, se pravi tega minusa se še ne moramo znebiti, ga kar napišemo. Zdaj pa pomnožimo vsako potenco, ne. 2 krat 3 je 6, v osnovi pa prepisujemo minus 1 krat 3 je minus 3, ulomljeno. 4 na 3 je pa 16 krat 4 je 64, x na 3, y na minus 6. Tako, zaklepajem. Ok. Zdaj imamo 16x na 4y na minus 2 ulomljeno z y na 6, ker imamo pa deljeno, pa pomnožimo. Minus prepišemo. Pomnožimo z obratno vrednostjo, smisla reči, se pravi, števec napišemo gor, je to 64x na 3y na minus 6, ulomljeno z y na 6, x na minus 3. Tako, zdaj bom pa tule v višavah nadaljevala. Zdaj pa, ko imamo množenje ulomkov, pomnoživo števec števcem, pa imenovalec z imenovalcem. Minus 16 krat 64 bomo za razlog, da bomo lepše zračunali, nisem niti zapomnila, je 1024, ne, pomnožili s kalkulatorjem. Zdaj pa izberemo x skupaj, imamo tukaj x na 4 pa x na 3, je skupaj x na 7, tukaj imamo pa y na minus 2 pa y na minus 6, je skupaj y na minus 8. Vse skupaj ulomljeno z, zdaj pa imamo y ne damo skupaj, to je y na 12 pa x na minus 3. Tako. Zdaj minus ostane, številka je samo ena, jo prepišemo. Zdaj pa x, ne, x med sabo delimo, se pravi x. Zdaj tukaj pa jaz svetujem, da si napišete, da boste odštevali. 7 minus minus 3, pa še y je minus 8 pa minus 12. Zakaj je ta korak kar dokaj smiseln? Zato, ker se večkrat zmotimo pri tehle minus minus, pa tako, ne. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!